Zaključek občinskega praznovanja. Prva razstava Pulitzerjevega nagrajenca. Pogodba, koncesija ali režijski obrat. Perišče Zvergle obnovljeno. Poletavci, poletni bralci. Na oratorijih gre za res. Ko zapoje frajtonarca. Prstomet je doma na Senici. Lepo pozdravljeni. Današnjo informativno oddajo začenjamo z eno izmed prireditev v okviru festivala ob občinskem prazniku Medvode so fest. Na dan, ko občina Medvode praznuje svoj praznik, torej 6. julija, je svojo prvo samostojno razstavo v Medvoški knjižnici odprl prvi Slovenec Pulitzerjevo nagrado, fotograf Srdjan Živulović. Domoljubno zemljemerska razstava, kot jo je sam opisal, je izbor fotografij iz njegovega širokega fotografskega opusa z različno tematiko in je kratek oris njegovega dela, ki je nastalo tako za službene namene kot v prostem času. To dvoje je pravzaprav težko ločiti, saj je fotografiranje del njegovega življenja že od otroških let, ko je od očeta dobil prvi fotoaparat. Obiskovalcem knjižnice bo razstava na voljo za ogled vse do 27. julija. Lanski oktober je bil prelomni mesec za Srdjana Živulovića oziroma Žigo, kot ga kličejo prijatelji, pa tudi Bobo po imenu njegove fotografske agencije. Takrat je namreč nastala fotografija beguncev v okolici Brežic, ki jo je agencija Reuters, za katero Srdjan dela že 25 let, uvrstila v serijo prizorov z balkanske migrantske poti. Ta pa je potem dobila letošnjo Pulitzerjevo nagrado. Za Srdjana Živulovića je to že druga pomembnejša nagrada. Leta 1989 je namreč že prejel Tanjugovo nagrado za fotografijo žensk v Makedoniji, ki so se teple za kruh. Tokrat pa je v svoj objektiv ujel izmučene begunce na poti iz Rigonc proti Brežicam. Stremi predvsem k temu, da je njegovo delo verodostojno in da pokaže, kaj se dogaja tako z begunci, politiki kot tudi z navadnimi ljudmi. Težko je delo fotografa, ki se ob takšnih žalostnih prizorih, kakršne je posnel oktobra pri Brežicah, ne more čustveno oddaljiti, čeprav je to njegova služba. V efektu zgodbe moraš izkazati nek določen kos emocij, to se pravi pokazati ljudem, zakaj si prišel, kontaktirati očesno, se z njimi pogovarjati, povedati, kaj bi rad, jim razložiti, jim pomagati. In to je del službe, ki je taka, kot je, in moram reči, da ne gre drugače kot tako, da se kontaktiraš. To, kar je moja mama rekla, ti moraš delati z ljudmi in te ljudje ti na tak način nekako vračajo v dobrem pravzaprav. A kljub temu, da nagrade večinoma pobirajo fotografije, ki prikazujejo najbolj žalostne prizore iz vsakdanjega življenja, Srdjan Živulović stremi k temu, da bi naredil čim več veselih fotografij. In tako je bil tudi izbor za njegovo prvo samostojno razstavo narejen z mislijo, da bi prikazal veselo plat življenja. Da si ravno ni mogel izpustiti tudi begunske tematike, saj želi, da se ve, da so bili in so še vedno tukaj. Moram reči, da je bilo edino vodilo lepa fotografija, vesela fotografija, taka, kot bi rekel, malo navdihujoča. Srdjana navdihuje vsakodnevno življenje, sprehod s psom, lepa narava. Pravi, da je dobra fotografija vsaka fotografija, ki jo avtor naredi s srcem. Razvoj tehnike pa omogoča, da je kvaliteta fotografij čedalje boljša. Edina stvar, ki me skrbi, je to, da bodo mlajši rodovi ostali brez svoje dokumentacije, ker je vse na telefonih. Nobeden ne dela več fotografij v papirju. In lepo prosim ljudi, ki mislijo na svoje zanamce, da to popravijo. To se pravi, dajo fotografije sprintati fotografom in fotografije dajo v predal v omaro. Tam bojo ostale za dalj časa kot pa telefoni. Ko je kot 13-letni fant dobil v dar prvi fotoaparat, seveda s telefoni še niso fotografirali, a od takrat je pred svoj objektiv ujel nešteto motivov, ki jih je danes nemogoče prešteti. Oče mi je kupil aparat. Pravzaprav mama je rekla, ti moraš delati en posel, ki bo delo z ljudmi. In po tistem pol leta premišljevanja smo rekli, to je fotografska šola in to je bilo to.
In dejansko se je izkazalo, da je to pravzaprav vaše življenjsko poslanstvo. Tudi šolanje ste nadaljevali v tej smeri, če sem prav razumela. Čist od začetka, od prvega razreda fotografske šole sem rekel, jaz bom pa fotoreporter. Seveda, to sem potrdil po prvem letniku pri delu na praksi in ko sem videl tisto zgodbo tam noter, sem rekel, to je to, iz tle ne znam več ven. Na družinskih praznovanjih, pa tudi ob drugih priložnostih, za fotoaparat z veseljem poprimajo tudi njegovi sinovi in žena Urška, ki ga pri njegovem delu neizmerno podpirajo. Tudi ob odprtju njegove prve samostojne razstave so mu stali ob strani, prav tako tudi prijatelji in znanci, še posebej ponosni na to, da je Pulitzerjev nagrajenec za svojo prvo razstavo izbral prav Medvode, pa so bili medvoški župan in zaposleni v knjižnici. Moram reči, da sem počaščen, da sem lahko to naredil doma. Doma pred hišo, fotografije so tudi na nek način odraz tega in moram reči, da je končno moja prva in vesel. Odprtje razstave je bilo sicer na visokem kulturnem nivoju z izbrano vezno besedo in odličnim solistom Janezom Trilerjem ob spremljavi citer. Srdžan Živulović se pripravlja tudi na naslednjo razstavo v Ljubljani, ki bo odprta jeseni. Njegovo prvo pa si še vedno lahko ogledate v Medvoški knjižnici. V sklopu občinskega praznovanja, ki se je začelo 10. junija s slavnostno sejo ob 70-letnici lovske družine Medvode, pa vse do te sobote 9. julija se je zvrstilo poleg prej omenjene še 16 različnih prireditev. Zadnji dve v obliki poletnih večerov na trgu. V kulturno-umetniškem društvu Smlednik so prvi večer obiskovalcem ponudili koncert Severe Đurin z recitalom ljubezenske poezije, ki ga je izvedla domača gledališka skupina. Drugi večer pa je bil namenjen filmski klasiki Moj ata, socialistični kulak, ki ga je s pogovorom otvoril Tone Partlič. Edinstveno prizorišče, ki ga ponuja Trg Svetega Urha pred kulturnim domom v Smledniku, je letos prvič gostilo poletne večere na prostem. Četrtkov večer je bil namenjen prepletu glasbe in poezije. Pred koncertom so za krajši recital ljubezenske poezije poskrbeli interpreti domače gledališke skupine, nato pa sta izvrsten akustičen koncert uprizorila Severa Đurin in Miha Kraker. Ob koncu se jima je kot presenečenje pridružil še Gav Đurin in z nekaterimi lastnimi skladbami in znanimi domačimi popevkami so zaokrožili večer vrhunske glasbe. Ja, odziv po četrtkovem večeru je bil izjemen. Ljudje so prišli do nas in se zahvaljevali in mislim, da smo vsi nekako na novo odkrivali in ugotavljali, da je tole prizorišče res nekaj izjemnega, izjemno primerno za take intimne večere in veseli in ponosni smo, no, da pravzaprav lahko se pohvalimo s takim prizoriščem. In fino je pa tudi, da imaš za seboj ekipo 20-30 prostovoljcev, ki so pripravljeni delati za en tak prijeten dogodek, za eno prijetno doživetje, ki ostane v spominu ne samo nam, organizatorjem, temveč tudi obiskovalcem in pa nenazadnje izvajalcem. Sobotno dogajanje je bilo bolj filmsko obarvano, na trgu so predvajali znano politično farso Moj ata, socialistični kulak. Delo režiserja Matjaža Klopčiča in scenarista Toneta Partliča je aktualno v vseh obdobjih, zato je po 30 letih film še vedno eden najbolj gledanih. Pred začetkom predvajanja je nekaj besed o samem filmu in scenariju podal tudi Tone Partlič, ki je izpostavil, da ga kljub temu, da večina obiskovalcev film že pozna, še vedno rada gleda, saj vsebuje vedno aktualne teme. Zdaj sem fasciniran. Najprej vidim, da imate neke vrste poletne kulturne prireditve, kar mi govori, da ima kraj dušo, se mu tudi malo vidi, da ima dušo. Potem že zdaj se mi zdi, da je se zbralo veliko ljudi. Sem prepričan, da tako rekoč vsi poznajo film. Sicer sem zdaj že tako gledal 4-5 krat film na ta način. Kar mi govori o neki potrebi ljudi, da se malo družijo. Začeli ste, dobro izgleda, samo gledajte, da ne boste opustili. Samo to. Super, bom tudi drugo leto prišel kaj drugega pogledati, če me bodo povabili. Organizatorji upajo, da je to prvi v vrsti mnogih podobnih kulturnih festivalov na trgu, sedaj so se že podali v iskanje idej za prihodnje leto.
Na zadnji redni seji, 16. po vrsti v tem 4-letnem mandatu, so občinski svetniki potrdili odlok, ki s koncesijo ureja ne le obvezno občinsko gospodarsko službo vzdrževanja občinskih cest s podelitvijo koncesije, kot je bilo to doslej, ampak tudi urejanje zelenih javnih površin ter prometne signalizacije in prometne opreme. Hkrati pa so dali tudi zeleno luč, da prej omenjene storitve v bližnji prihodnosti opravlja režijski obrat. Doslej se je s koncesijo urejalo le področje rednega vzdrževanja občinskih cest in zimske službe na njih, pa še tu je koncesiji s podjetjem Gradkop že potekel rok trajanja in se do uveljavitve novega odloka in uspešnega javnega razpisa, v preteklosti je bilo s tem kar nekaj težav, stanje vzdržuje preko aneksa k pogodbi. Nov sprejeti odlok pa predvideva, da se tudi področje urejanja zelenih površin ter prometne signalizacije in prometne opreme ne bo več reševalo s pogodbeniki, ampak s podelitvijo koncesij. Še več, odlok omogoča, da bo koncesija prenehala, če posamezne storitve prevzame načrtovani občinski režijski obrat. Za ustanovitev samostojnega javnega podjetja, kot je to praksa v nekaterih tudi manjših občinah, se občina ni oziroma še ni odločila. Mi ubiramo na začetku relativno konzervativen sistem. To je, da za tiste najbolj odgovorne naloge puščamo koncesijo, ker se zavedamo, da je nismo sposobni izvajati, vsaj trenutno ne. Po drugi strani si pa želimo optimizirati in mogoče racionalizirati ali pa doseči še boljši izplen pri urejanju tistih ali pa izvajanju tistih bolj enostavnih del, zato tudi režijski obrat. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, podelitvi koncesije za urejanje zelenih javnih površin ter prometne signalizacije je dobilo podporo 16 svetnikov, proti pa je glasoval Gorazd Šturm. Jaz verjamem, da so želje po režijskem obratu zelo velike. Vem, da je marsikšna občina v Sloveniji že to tudi poskušala realizirati oziroma realizira, pa vse nekako z ne najboljšimi rezultati. Jaz nisem prepričan, da bo tudi tukaj kaj bistveno boljše. Bil je tudi eden od 4 svetnikov, ki so bili proti, da se režijski obrat organizira kot ena od notranjih organizacijskih enot občinske uprave, kot to omogoča že na prejšnji seji sprejeti odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah. Preko režijskega obrata, razmišlja se o 3 zaposlenih, naj bi se sicer sprva urejalo in čistilo javne površine, zelenice in avtobusna postajališča, ter vodilo in urejalo začasni zbirni center za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov. Samo za te storitve je občina Medvode v minulem letu plačala skoraj 82 000 evrov zunanjim izvajalcem. Letos pa manjši del teh storitev ureja preko javnih del. Nekateri svetniki so podvomili, ali bo šlo dejansko za racionalizacijo poslovanja, tako v organizacijskem, kot tudi v finančnem smislu. Stvar, kjer smo mi že večkrat diskutirali, je bila ta, da občina Medvode pri 16 000 prebivalcih nima enega človeka, ki bi skrbel za izvajanje vseh teh nalog, ki so. In vse outsourcamo. Zdaj, vi sicer pravite, da so odlični, jaz trdim, da niso. In jaz sem jim to povedal na sestanku in upam povedati tudi tukaj. Ker jaz pričakujem od ljudi, ki so na 1 ali 2 ali 3-letnih pogodbah občine Medvode, da se zavedajo, kakšne so odgovornosti. Če morajo moji sodelavci prideti, če je treba ob 10 zvečer, pa ob 10 zvečer, potem morajo naši izvajalci najprej poskrbeti, da je točno tako narejeno, kot smo dogovorjeni, da če so pripombe, nima nobeden med, včasih se je rekel temu, biti užaljen oziroma dolg nos. Občina Medvode kot solastnica Ljubljanskega holdinga in Kranjske komunale ima sicer nekatera področja preko javnih podjetij dobro organizirana. In nam dejansko manjka, to pa vidimo v vsakodnevnih srečevanjih, ki smo, nam manjka nekdo, ki bi pa skrbel za urejenost. Nekdo, ki bi poskrbel, da vsak teden, ker razstrelijo 10 koškov za pasje iztrebke, da jih gre zamenjati. Saj to rešujemo zdaj zunanjimi. Ampak ocenjujemo, da bi ta stvar znotraj režijskega obrata lahko potekala veliko bolj efektivno, z veliko manj birokracije in z veliko več pozitivnega odziva tudi pri občanih. Drugo vprašanje pa je, ali pa kakšno v vrsti, je pa, kje dobiti dober kader. To se pa lahko strinjam z vami, kje dobiti ljudi, ki se mi zdi, da so že skoraj izumrli, to so pa ljudje, ki vidijo del
in pa ljudje, ki so fahmajstri oziroma ki znajo več stvari, ne da so strogo specializirani za košnjo trave, vodnega kamna na pipi pa recimo ne znajo zamenjati. V prihodnje pa naj bi režijski obrat prevzel še plakatiranje, izobešanje zastav ter upravljanje javnih parkirišč ter pokopališč. In prav za upravljanje slednjih, torej pokopališč, kot to načrtuje nova zakonodaja, bo občina slej ko prej morala razmišljati o načinu upravljanja z njimi. Ampak glede na teh naših 16.000 prebivalcev, veste, je ta režijski obrat najboljša prva aproksimacija. Razumete? Ni vedno enostavno. 5 stopenj projekta je. Najprej je navdušenje, potem je streznitev, potem je panika, zatem sledi nagrajevanje neudeleženih in seveda kot na koncu, kaznovanje nedolžnih. Ne sme se nam to zgoditi, veste, dajmo biti pragmatični, počasi se lotevajmo zadeve, ne skačemo z glavo v prazen bazen. Režijski obrat je prva stopnica. Če bo potrebno, ga razširimo, nič nas ne stane, če zadevo maknemo. 17 svetnikov je potrdilo osnutek spremenjenega odloka, ki načrtuje širitev občinske uprave še na režijski obrat. 4 pa so, kot že rečeno, glasovali proti. Med drugim tudi Dragan Đukić, ki je namesto režijskega obrata predlagal javno-zasebno partnerstvo z obstoječim in trenutno edinim koncesionarjem, ker da ta pozna problematiko in razpolaga z ustrezno mehanizacijo. O načrtovanih spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo, spremembe se nanašajo predvsem na staro problematiko vaških vodovodov, pa v prvi popočitniški informativni oddaji. Pravica do vode, temeljna pravica človeka je napis, ki so ga krajani namestili nad obnovljeno vaško perišče Zvergle v Pirničah, ki so ga predtem dodobra obnovili. Konec junija pa slovesnim prerezom traku tudi predali, no ja, ne uporabi kot je nekdaj bila, vsekakor pa v ponos kraju. Potrebno je bilo nekaj dobre volje, okrog 200 prostovoljnih ur dela in pol tisočaka iz blagajne krajevne skupnosti za pokritje materialnih stroškov. Da je potrebno podobo vaškega perišča Zvergle polepšati, je bila pobuda večkrat podana na sejah občinskega sveta, pa tudi na Komisiji za varstvo kulturne in naravne dediščine. Takole nekako je izgledalo to vaško perišče, preden je ena izmed krajank oziroma sosed dala pobudo ostalim sosedom iz ulice, no pa dajmo vendarle nekaj narediti. Vidimo noter na kubike, noro. Smo rekli, kva smo zdaj? Naš urodje smo šli domov iskati in smo začeli delati. Ne? In smo zvlačili tisto svinarijo ven, tako da tisti dan smo prvi dan začeli delati in smo cel dan to naredili. Potem je dala mišljenje spet naprej, ampak dajmo ga še malo polepšati. Ne? Evo, in potem je akcija sprožila se in mi smo tukaj drgnili, delali, pride Cvetka mem, pravi, ste začeli delati kar. Ja, Miša je pobudo dala, okej. Miša Andrikovski je ta soseda, ki je dala pobudo. Cvetka Židan Valjavec, med drugim tudi predsednica turističnega društva Pirniče, pa je glas o obnovi vaškega perišča prenesla naprej in dobili so zagotovilo, da bo krajevna skupnost Pirniče prispevala sredstva za pokritje materialnih stroškov v višini pol tisočaka. Jaz sem nekako malo pisal te ure, bilo je nekaj od vseh skupaj za 200 ur, še par sosedov je tudi tako preskočil za kakšne urce je tako pomagati, kakšno zadevo, ne. Drugač pa nekaj čez 200 ur smo porabili, tako da Miša je pol že obljubila, da bo kot glavnega fasaderja, da bo nekako malo sponzorirala, ne. Ostalo je bilo pa vse prostovoljno narejeno in jaz mislim, da je izgled čist drugačen ratov. Edina pripomba, kad je, so mi sosedje, te staroselci, kad smo, ne, vedno smo govorili Zverglej. Samo od nekje je prišla informacija, da je pravilno je Zvergle in potem smo Zvergle napisali. Ampak, če bo potrebno, jaz bom malo raziskal zadevo, bomo pa še tisti dodali, ne. Tako da o tem ne bomo komplicirali, važnije, da smo tole uredili, da je lepo, no. Ja, torej smo slišali, ali bomo še dodali ali ne, to bo še vprašanje. Kakšna je taka kratka vaška zgodovina tega leperišča? Ja, dokler ni bilo vodovoda v Pirničah, so gospodinje iz teh krajev prale žehte na teh vaških periščih, ne samo v Zvergleju, ampak tudi v Straži. Res je, da pokojna Reska Tome
je lepo povedala, izhaja beseda iz besede izpeljanka, torej izvir, glej, in tam je voda in tam pereš perilo. Poanta je bila pa tudi v tem, da ta voda je bila naravna voda, kar pomeni, da je bilo perilo brez mehčavcev res oprano in mehko in takšno, kot je treba za nadaljno uporabo. Torej, pravilno ime je zver glej, res pa je, da je v kraju kar nekaj izpeljank, torej govorijo nekateri zver gle, nekateri zver glej. In starejša populacija, mislim, da bo pri tem zmagala, da bomo mogoče dodali še tudi Za slovesen prerez traku so tako poskrbeli pobudnica obnove, vodja obnove in predsednik krajevne skupnosti Pirniče Boštjan Kobe. Najbrž bi lahko rekli, da so takele akcije krajanov en pravi balzam za predsednika krajevne skupnosti. Tako je, jaz na današnji lep četrtek sem bil povabljen na ta kraj, da se ogledamo naše zverglje in sem zelo vesel, da je prišlo do tega pobuda krajanov in pa sodelovanje s krajevno skupnostjo. Tega si lahko samo želim in pričakujem v bodoče, da bo teh akcij še več. Želim si tudi, da bo tale zverglje dobil svoj namen in pa da si lahko ljudje ogledajo perišče, ki je bil namenjen za čisto okolje, za čiste cunje v Pirničah. Krajani so poskrbeli še za nekaj več simbolike, kot so čiste cunje, in v svoj kraj prenesli tudi simbol sotočja. Se je mah, vsako leto je bilo za en kubik tega mahu in vsako leto je bilo treba to čistiti, tako da smo se odločili, da bomo lepo izrezali z vsake banje po en in da bomo po en kanalček in da bomo s tem naredili sotočje. Ker je v Medvodah, da imamo še v Pirničah in da smo skupno nekako v sotočju. Spodnje in zgornje Pirniče. Vsi skupaj, seveda. Jaz mislim, da to bomo vključili v dejavnost, tako kot smo tudi stražo, torej vaški običaj pranja žehte, ki je bila obrtniška dejavnost na tem območju za ljubljansko gospodo, bomo obudili tudi na Zvergleju, kar pomeni, da bomo tudi tukaj v bodočnosti naredili nek dogodek, projekt, ki bo enostavno obudil to perišče. Moram pa reči, da v bistvu, tako kot je že predhodnik Marjan rekel, ja, postavili smo sotočje tudi tukaj na Zvergleju, ki naj bo simbol tega, da tudi v teh naših 5 vaseh nismo tako skregani, pa da vendarle znamo stopiti sosedje skupaj. S tem vaškim periščem je že sicer povezan marsikateri prijetni spomin. To so bile anekdote, smo bili še majhni, to se je včasih tukaj zamašali noter in potem smo bili mulci, mladi, smo prišli v kupalke in smo šli odmašiti noter in gospe ženske, ki so prale, so kar ploskale, da so pol lahko noter šli. Moram reči, da ne vem anekdote, vem pa sam, da sem kot mulc z mopedom se tukaj ustavil in tudi včasih vodo pil iz tega zverga. Danes si tega ne bi upali? Sem že probal, takoj, ko sem prišel, sem bil malo zgodnejši in sem šel probati, kakšnega okusa je voda, tako da je zdrava in pitna. Če je temu res tako, bo pokazala analiza, do takrat pa so raje nazdravili še s čim drugim. Aktiven dan za aktivno starost je program, ki so ga pred kratkim že začeli izvajati v Centru starejših Medvode. V septembru pa ga nameravajo še v večji meri razširiti na zunanje uporabnike. Več o tem programu in nasploh o bivanju v centru se lahko seznanite na 2 dnevih odprtih vrat. Prvi bo 11., drugi pa 25. avgusta. Naslednji prispevek pa naj bo spodbudo vsem vam, starostnikom, kako lahko vsaj 2 dneva v tednu preživite nadvse aktivno in v dobri družbi. V Centru starejših Medvode 2-krat na teden, v torek in četrtek dopoldne po 4 ure že poteka program Aktiven dan za aktivno starost, ki ga organizira in izvaja Zavod Aktivna starost v sodelovanju s podjetjem Deos in fitness kliniko AS. S septembrom pa nameravajo program še razširiti, predvsem na zunanje uporabnike, in prav njim bosta namenjena 2 dneva odprtih vrat Centra za starejše v mesecu avgustu in seveda tudi prikazu življenja v njem. Nekateri stanovalci se zelo hitro navadijo na bivanje v domu, nekateri rabijo malo več časa. S tem projektom pa želimo privabiti tudi starejše Medvoščane, ki si želijo aktivno preživeti dan, tako kot že naslov pove, aktiven dan za aktivno starost.
Koliko vas je danes recimo v temle domu, pa mogoče še v varovanih stanovanjih? Trenutno smo polno zasedeni, 210 stanovalcev, plus tile, ki vsakodnevno prihajajo, tako svojci, kot vidimo tukaj zadaj, tudi obiskovalci aktivnega dne. Naš namen je, da se naredi da se sama gibljivost ljudi poveča, da tudi sama koordinacija, da ni toliko padcev, da s tem se tudi poveča samostojnost bivanja doma. In veliko ljudi tarna, da so osamljeni, da nimajo nobene družbe. S tem, ko se pridružijo nam, imajo ta družbeni spekter, majčkeno poklepetajo, se podružijo, potelovadijo, skupaj pojejo in so več kot zadovoljni, ne? In kako torej poteka takle aktiven dan? Začne se z uvodnim kofetkanjem. Stanovalci in naši zunanji obiskovalci se nam pridružijo, dobijo kavico, spijejo sok. Potem sledi uvod v samo vadbo. V tem uvodu imamo različne izobraževalne teme, v katerih govorimo o različnih boleznih, mišicah, sklepih, kaj je potrebno kaj narediti, da kakšno bolezen preprečimo in podobno. In da ne ostanemo samo pri besedah, se potem premaknemo v samo vadbo. V tej vadbi pa potem potelovadimo, vsak ima svoje vaje. Vaje so zelo individualno prilagojene, vsak ima, nekdo rab več za roke, nekdo več za noge. Velik poudarek damo na osebnem pristopu, vsakega posebej povpravimo, da tudi če kdo ne sliši, mu še lepo povemo, ponovimo, trudimo se, da res pravilno dela. In potem, ko to zaključimo, sledi odmor ter kratka kreativna ustvarjalna delavnica ter kosilo. Eden izmed 3 zunanjih uporabnikov programa je Janez Gašperin. Kako ste zadovoljni? Kaj vam pomeni? A veste, to je tako, če samo doma sediš, samo imaš delo pa vse sorte, samo to, če kruh režeš, to ni isto. Recimo, tukaj se pa lepo je obvezen te gibe delati in da se te mišice, ki se sicer spijo ali pa so že čisto zaspane, da se majčkeno oživijo. V tem smislu. Ker pomemben je ne samo, da se dela, ampak tudi ravnoteže. Recimo, če nimaš mišic urejenih, tudi ravnoteže nimaš. In dokler cajta se refleks še dela. Če pa še tega ni, pa pomehken se spotakneš, pa padaš. Kaj bi vi rekli tistim, ki mogoče še razmišljajo, a bi prišli na takle dan aktivnosti? Pridi v družbo, se nasmej, poslušaj, kaj ti povedo, upoštevaj, kar ti povedo in potem imaš boljše šanse, da boš, kakor se reče pod narekovajem, zdrav umrl. Program Aktiven dan za aktivno starost financira Zavod za aktivno starost, tako da uporabnik za en obisk, ki torej vključuje 4 ure aktivnosti pod strokovnim vodstvom in kosilo, plača le 5,60 €. Za primerjavo, to je manj kot stane uporabnika zgolj kosilo, ki mu ga pripeljejo iz centra na dom. In kako vse vključiti v program? Le poklicati je potrebno na recepcijo Centra starejših Medvode, kjer dobite tudi vse potrebne dodatne informacije in če je potrebno za vas, organizirajo tudi prevoz. Prvi 3 aktivni dnevi so za vas zastonj. Že prej smo omenili, da si do 27. julija v Medvoški knjižnici lahko ogledate razstavo Pulitcerjevega nagrajenca Srdžana Živulovića. No, do takrat pa se v knjižnici Medvode še marsikaj dogaja. Poleg poletnega delovnega časa seveda in tradicionalnih počitniških ustvarjalnih delavnic. Med drugim tudi uvodno predavanje iz sklopa Otroci in šola z zanimivim naslovom Zakaj morajo otroci med počitnicami pozabiti na šolo? Predavanje je vodila Leja Mahnič, dobra poznavalka vzgoje otrok po filozofiji znanega danskega družinskega terapevta Jesperja Juula. Zaposlena je na inštitutu UJE, kar je kratica za Učenje je enostavno, na katerem se ukvarjajo predvsem z raznolikimi novimi učnimi pristopi. Glavna tema predavanja bo to, kaj lahko starši naredijo za svoje otroke, zato da bo naslednje šolske leto dosti bolj uspešno, oziroma da bojo otroci lažje šli v šolo, se lažje učili. In tema bo seveda to, kako vzpostaviti z otrokom spet ali pa ponovno ali pa boljši stik in boljši odnos, ker je seveda to tisto najpomembnejše za to, da se otroci lažje učijo in da so v življenju uspešnejši.
Vodilna tema pogovora je, kot so zapisali v vabilu, da otroci med počitnicami pozabijo na šolo, saj so le majhni ljudje in tako kot odrasli, ko gredo končno na dopust, tudi oni čutijo olajšanje, ko napočijo počitnice. Naj torej otrok med počitnicami preizkuša različne stvari, naj spi, se igra, teče, kriči in se sprosti. Ne obremenjujmo ga s šolskimi temami, vsaj ne majhnih otrok in tistih najstnikov, ki nimajo popravnih izpitov. Lahko pa spodbujamo, da bere, ter mu med izleti v naravo na povsem spontan način širimo obzorje, pa se bo učil povsem podzavestno in dolgoročni spomin. Skozi predavanje pa se je izkazalo, da je najbolj pomemben pri vsem skupaj odnos med otrokom in starši in odnos, ki ga starši priučijo otrokom do šole in učenja. Kakšna so torej navodila? Pozitivna komunikacija, da se z otrokom naučimo pozitivno komunicirati, da začnemo spuščati besedico ne, da začnemo spuščati kritiko, to se pravi komunikacija brez kritike in pa seveda to, kar je tudi najpomembnejše, da se starši znajo sami najprej svoja stanja in svojo čustveno stabilnost vzpostaviti in potem tudi lažje konfliktne situacije z otrokom drugače rešujejo. Pogovor pa je tokrat tekel tudi o tem, kako se ta odnos med otroci in starši ohranja čez različna obdobja odraščanja in kateri so glavni mejniki, na katere morajo biti starši še posebej pozorni. Ker želijo v knjižnici Medvode tudi letos spodbuditi otroke k branju čez počitnice, bodo že 5. leto organizirali projekt Poletavci, poletni bralci. Poletavci lahko postanejo vsi otroci od 7. do 12. leta starosti, ki si bodo med počitnicami vsaj 30 dni vzeli po pol ure časa za branje, česarkoli. Letošnja novost pa je nadgradnja projekta Znaj Poletavci, kar postanejo vsi mladi od 13. do 16. leta starosti, če v času trajanja projekta preberejo vsaj 3 knjige po lastni izbiri. V knjižnici Medvode že 5. leto organiziramo Poletavce, to je poletna bralna značka za otroke stare od 7 do 12 let. Ampak ker otroci zelo radi berejo in ker bi tudi starejši sodelovali, smo se letos v Mestni knjižnici Ljubljana v knjižnici Medvode pridružili tudi pri Najpoletavcih, to je pa bralna značka za otroke stare od 13 do 16 let. In mlajši otroci imajo ta kartonček in berejo 30 dni po pol ure na dan. Ni nujno, da si dnevi sledijo, ampak 30 dni po pol ure na dan, karkoli želijo, potem izpolnijo ta kartonček in imajo časa do 10. septembra. Starejši imajo pa ravno tako časa do 10. septembra, pa preberejo 3 knjige in potem izpolnijo obrazec, ki je na naši spletni strani, pač katero knjigo so prebrali in v bistvu vse, kar morajo še dodati, je, kateri glavni junak jim je bil všeč, pa zakaj, oziroma nekaj o knjigi. Tako da smo razširili tudi z najstniki, z vsemi, ki želijo brati. Namen projekta je preprost, spodbuditi otroke in mlade, da bi brali tudi poleti. Prvi bodo postali boljši bralci, spet drugi si bodo povečali besedni zaklad. Oboje pa je v nadaljnjem življenju pomembna dodana vrednost. Ja, cilj je isti kot vsako leto oziroma kot vsa leta do zdaj. Mnogi slabši bralci so se, imam povratne informacije, naučili bolje brati. Tisti oziroma so sploh začeli redno in dobro brati, kar je zelo pomembno v življenju in v šoli. Starejši otroci pa tudi, da bolj tekoče berejo, da dobijo veselje do knjig, ker se ravno s tem pristopom, da berejo karkoli želijo, tudi doseže. Projekt traja od 10. junija do 10. septembra. Uradno zaključil pa se bo s prireditvijo v družbi Boštjana Gorenca Pižame zadnjo soboto v mesecu septembru, ko bodo vse poletne bralce nagradili s priznanji in majicami ter izžrebali dobitnika glavne nagrade. Otroci pa uspešno pozabljajo na šolo tudi na počitniškem varstvu v klubu Jedro ali na številnih oratorijih. Prvega v vrsti mnogih so pripravili v Preški župniji. Letošnji je bil že 17. Otroci se skozi delavnice in kateheze s pomočjo zgodbe o Stržku učijo novih spretnosti in vrednot, en dan pa namenijo tudi izletu. Tokrat so se z vlakom odpravili v prestolnico.
Pod geslom Zdaj gre za res se je v nedeljo v Preški župniji zbralo približno 135 otrok, ki pod budnim očesom animatorjev v tem tednu preživljajo svoj prosti čas na oratoriju, ki je vsakoletna popestritev za župnijo. Glavni junak letos je Ostržek. Preko njega nekako spoznavamo to njegovo značilnost, se pravi, da se mu nos podaljša vsakeč, ko se zlaže. Preko njegove zgodbe skušamo otroke predvsem učiti, da bi govorili resnico, da bi se trudili biti hvaležni, prijazni, sočutni, na tak način. Jaz sem navdušen, meni je to lepo, veselo, ker župnija pomeni nenazadnje življenje. In jaz ta oratorij doživljam kot nek izvir življenja, kot vrelec, kjer vre, ideje vrejo, nasmehi vrejo, pogovori vrejo, zabava in nenazadnje tisto, kar mi je najlepše, pa molitev. Za župnijo je to že 17. oratorij po vrsti, na vsakem pa animatorji poskušajo ponuditi čim bolj pestro izbiro delavnic. Letos smo pripravili kar 13 delavnic, pripravili smo lesno delavnico, novinarsko, pripravili smo delavnico lepotičenja, pripravili smo detektivsko delavnico, ki nekako deluje na principu igre na zaklad. Potem imamo delavnico obiskov, kjer gredo vsak dan nekam drugam, recimo v ribiško hišo, potem danes so bili pri gasilcih. Potem pa imamo še adrenalinsko delavnico, ki se odvija v gozdu, malo skačejo, malo se spuščajo, malo plezajo, tako da je kar pestro preko celotnega tedna. Kako poteka novinarska delavnica? Da kakšne snemamo, pa da jih sprašujemo vprašanja, pa da smo novinarji za en dan ali pa kaj takega, pa da jih čim bolj smešna vprašanja sprašujemo. Pa to je to. Jaz sem bila na plesni. In kako je bilo? Ja, dobro, tam smo se učili kakšno oratorijsko himno, smo kazali, plesali, pa kakšno kitico, Oče naš, pa smo si ban smo se šli, pa res smo si malo pobarvali. Druženje, ko se zabavamo veliko, pa ko spoznavamo Jezusa. Kaj je tebi najbolj všeč na oratoriju? Delavnice. Katera pa še posebej? Detektivske. In v kaj si se ti danes maskirala? Pol človeka pa pol tigra. Kdo pa te je namaskiral? Si se sama? Ne, animatorke nas namaskirajo, če rečemo. Kaj pa tebi najbolj všeč na oratoriju? Da lahko nove prijatelje dobiš, pa pol se lahko še družiš, pa delavnice, pa Maša. Všeč mi je, kakšne so delavnice, pa pol kakšne imamo kateheze. Pol zjutraj mi je dobra igrica, ko se vse na pamet naučijo. V prejšnjem oratoriju, ko sem bil, so imeli druge liste in pač to mi je všeč. Enodnevni izlet so letos namenili obisku Ljubljane, kjer so obiskali stolnico, delavnice pa opravili kar v Tivolskem parku. Animatorji se sicer trudijo, da oratorij za otroke ne bi bil le oblika zabave med počitnicami, temveč tudi učenje. Tukaj je ena velika razlika v letih. Moramo se zavedati, da so to otroci, ki so predšolski in tudi tisti malo starejši otroci, recimo 6., 7., 8. razred. Razlika je zelo velika. V vsakem primeru se pa animatorji trudimo, da to ne bi bil zgolj nek igratorij, da se ne bi poudarjali zgolj te neke aktivnosti, ampak da bi probali ponesti to sporočilo oratorija tudi domov na svoje domove in da bi jim to ostalo tudi za pozneje, za čez počitnice. V klubu Jedro je javni zavod Sotočje ponovno organiziral počitniško varstvo za otroke od 5. do 10. leta. V 4 terminih, razporejenih v juliju in avgustu, animatorji pripravijo delavnice in aktivnosti za otroke, ki jih vsako leto še dopolnjujejo. Ja, različne delavnice, kakšen teden je malo bolj športno obarvan, kakšen malo bolj ustvarjalno. Za leto smo se tudi odločili, glede na to, da je Ljubljana zelena prestolnica, da malo tudi začnemo v to smer razmišljati. Tako da smo en vrtiček naredili tukaj zadaj za Jedrom. Moramo še posaditi stvari, tako da bomo videli, kaj bo na koncu izpadalo. Imamo namen tudi narediti hotel za žuželke. Tako da čisto različno, kar se spomnimo sproti. Veliko otrok se je varstva že udeležilo prejšnja leta in so se tudi tokrat radi vrnili, kar priča o tem, da gre za dober projekt in zanimiv program. Tin, kako ti je všeč vsaki? Zelo. Zakaj pa rada prideš? Zato, ker se igramo, pa ker so učitelji zelo prijazni, pa se lahko z njimi tudi igramo. In kako ti je všeč zaenkrat tukaj? Dobro mi je. Kaj pa ste danes že kaj delali? Rolali, pa
zalivali vrt. Ste mogoče tudi sodelovala zraven, ko so delali vrtiček? Ja, tudi malo. In kaj ste delali tam? Tam smo zalivali, pa tudi gnojili. Dobro, tudi veliko se zabavamo, rolamo, skačemo lahko po rampah, se igramo, družimo. Veliko, pač vsak teden gremo na Ljubljanski grad, pol gremo v Atlantis, pol v petkih, če je lep vreme, gremo tudi na kakšen kolesarski izlet, pol še špricamo se med tednom. Vsakič gledamo tako kakšen film. Odzivi otrok in njihovih staršev so vsakokrat zelo pozitivni. Navdušuje jih tudi, da imajo možnost spoznati nove prijatelje, zaradi katerih se tudi vsako leto vračajo. Ja, odzivi do zdaj so bili zmeraj odlični. No. Otroci se radi vračajo, večinoma je takih, ki so bili tudi prejšnja leta. Starši so pa tudi zadovoljni. No. V petek tudi naredimo kakšno predstavitev za starše, tako da so kar navdušeni. V 3. in 4. tednu avgusta organizirajo še 2 termina varstva in pozivajo vse, ki bi jih aktivnosti zanimale, da se preko spletne strani zavoda na varstvo prijavijo. Preteklo soboto je na Senici potekala že 16. tradicionalna vesela harmonika. Prijavilo se je 14 harmonikarjev, ki so nastopili v 4 kategorijah. Pod budnim očesom strokovne žirije je absolutni zmagovalec postal, tako kot lansko leto, Benjamin Krhin iz Tuhinjske doline. Letos je na Senici potekala že 16. vesela harmonika. Predlanskim so prireditev za 1 leto prekinili, sedaj pa ponovno že 2. leto organizirajo tekmovanje harmonikarjev. Prijavljenih je bilo 14 tekmovalcev, mislim da. Letos malo manj, smo ugotovili, da je v tem datumu, v tem terminu, da so vsaj še 4 tekmovanja. Dosedanji organizator Franci Križaj je organizacijo prireditve predal sinu. Navkljub temu pa še vedno rad nastopa v tekmovalnem delu. Nastopali so v 4 kategorijah, do 14, do 24, do 44 in nad 44 leti. Tako da smo razmišljali, da je to nekje zlata sredina ali pa nekje, da se ujame vse, pa vendarle so najmlajši tisti, katere je treba posebej čuvati, da se ohranja ta lep inštrument. Strokovna žirija je bila letos sestavljena iz 2 domačinov, Andreja Plesca in Matjaža Kebra, ki sta tudi učitelja harmonike, in Mihe Ojstrška, harmonikarja glasbene skupine Atomik Harmonik. Kakšni so bili kriteriji ocenjevanja na letošnjem tekmovanju? 3 kriterije, dinamika, tehnika, ritem, glavno to. No. Vas je kateri od tekmovalcev še posebej navdušil? Ja, enega smo imeli zelo dobrega, no, drugače pa bolj nekaj samoupkov. Katere pesmi pa so bile največkrat slišane? Ja, v bistvu v Dolini Tihi ali pa Roblek, ki je bila v bistvu izbor organizatorja, pa ena pač po želji, ampak v glavnem v Dolini Tihi Roblek. Med najmlajšimi udeleženci je zmagal Matic Jeraj, v 2. kategoriji do 24 let pa Benjamin Krhin. V 3. kategoriji do 44 let ni bilo nobenega prijavljenega, med najstarejšimi pa Vid Sterle. Zmagovalec posamezne kategorije je prejel pokal, 2. in 3. udeleženi pa kolajno. Nagrade so simbolične, dejansko včasih so bile večje, praktične in celo denarne. Mislim, da je primerno, da se strokovno oceno vsak nastopajoči dobi odgovor, kako njemu gre, da dobi izkušnjo odra, nastopa pred publiko in da se lahko tako najbolje izkaže. In seveda dobi motivacijo z neko simbolično nagrado. In vsak pa dobi priznanje, ki mu nekako lahko stoji na steni. Absolutni zmagovalec vesele harmonike 2016 je postal, tako kot lansko leto, Benjamin Krhin, ki prihaja iz Tuhinjske doline. Predstavljal sem se s Slakovo v Dolini Tihi, pa z venčkom Koroških od mentorja Roberta Zupana. Diatonično harmoniko je pričel igrati 6 leti. Prej sem se učil 4 leta pri Rudiju Poljanšku, zdaj sem pa v glasbeni šoli Avsenik, pa je moj mentor Robert Zupan. Koliko ur pa na dan ali pa na teden vadiš? Ja, na dan od 1 ure naprej, kakor je, če je tekmovanje, je pa treba tudi kar več, ne? Pa greš na več tekmovanj v Sloveniji? Ja, po večini kar vse, ne? Za svojo dušo pa pravi, najraje zaigra Avsenikove in Slakove melodije.
Po tekmovanju je sledila tradicionalna hokejska noč z ansamblom Atomic Harmonic v organizaciji Hokejskega kluba Jelen. Tudi v naslednjem prispevku pa ostajamo na Senici. Prstometaši, člani športnega društva Senica, so v tej sezoni navdušili, saj so v našo občino prinesli nagrade za prvo mesto v vseh 3 ligah, v katerih so tekmovali. Ekipa Lotrič Meroslovje v prvi slovenski ligi, ekipa DAF Kordija v drugi ligi Gorenjske regije in ekipa Procesi v drugi ligi Ljubljanske regije. Prstometaško društvo na Senici, kateremu so v začetku pripadali le 4 prstometaši, se je skozi leta delovanja razvilo, da ga sedaj šteje že kar 24 članov, ki prihajajo tako iz Senice, kot tudi iz okoliških vasi ter Škofje Loke, in vsi njeni igralci nosijo naziv državnih prvakov v prostometu. No, društvo oziroma sekcija pri športnem društvu Senica je bila ustanovljena 2009. leta. Ustanovil je naš član Jenko Anton. No, začeli smo pa tekmovati v prvi ligi leta 2010 in potem smo nadaljevali vse skupaj. Tako da smo začeli že, ker se je članstvo povečalo, smo začeli v letu 2013 tekmovati s 3 ekipami v ligaškem tekmovanju. No, 2015 so pa bile ustanovljene 3 lige, to pomeni prva liga, potem pa 2 drugi ligi, ena je Ljubljanska, druga Gorenjska, tako da je vsako moštvo tekmovalo v svoji ligi. In smo tudi imeli letos srečo, športno srečo in pa znanje, tako da smo osvojili v vseh ligah prvo mesto. Člani prstometaške sekcije se na tekmovanje pripravljajo večkrat tedensko, kolikor jim to dopušča čas, da se tako izurijo v prstometaških tehnikah. Tukaj imamo vsak torek, petek in soboto in nedeljo treninge, nekateri se jih udeležujejo večkrat, potem imamo razne recimo borbe v samem temu klubu med seboj, da vsak igra med sabo. Potem se tudi vidi po rezultatih, kako recimo kakšen paše, koliko je močan. Je pa tudi tako, recimo včasih tudi slabši lahko boljšega premaga. Navkljub težavam in nevšečnostim so se seniški prstometaši odlično odrezali v letošnji sezoni in si tako zasluženo prisvojili naziv državnih prvakov. Začetka nam je smo zelo dobro štartali, potem nam je malo zaškripalo na eni tekmi, potem smo se pa mi za vsako tekmo popravljali. Imeli smo pa tudi majčkeno krize, ker ti naši fantje so vsi aktivni, so v službah in ti fantje so tudi na raznih področjih delali. Imamo celo enega, ki dela z poklicnimi kolesarji, on je veliko po Evropi, po Aziji, in tako, da včasih nam je zmanjkali, da smo tako med čas dobili 4 igralce, da smo šli na tekmo, ampak vsi ti igralci so dali vse od sebe in se jim še enkrat zahvaljujem na koncu, ker so pokazali so znanje, ki ga dobijo tukaj na treningih. Medvoški policisti tokrat poročajo o 3 prometnih nesrečah, vse pa so se zgodile v Medvodah. Prva se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, drugi 2 pa zaradi izsiljevanja prednosti. Zoper vse povzročitelje so že stekli prekrškovni postopki. Zoper storilca, ki je bil nasilen do svoje družine, so podali kazensko ovadbo, izrekli pa so mu tudi prepoved približevanja. Policisti so obravnavali tudi kaznivo dejanje poneverbe v podjetju in zoper osumljence podali kazensko ovadbo. Javni red in mir je kršil storilec, ki je mimoidočo občanko v Medvodah otipaval. Medvoškim policistom so prijavili tudi 2 kršitvi nočnega miru in počitka. V enem primeru so podali obdolžilni predlog zoper kršitelja, v drugem pa je zadostoval plačilni nalog. Kar 2 prijavi pogrešanih otrok so obravnavali v preteklem tednu. Prvega otroka so našli na območju policijske postaje Kranj, v drugem pa se je otrok sam vrnil domov. Policisti so za oba primera pripravili poročilo pristojnemu centru za socialno delo. V tem tednu so policisti pisali tudi obvestila o prekršku, saj so dobili prijavo o več nepravilno parkiranih vozilih na 2 ulicah v Medvodah. Poročajo pa še o enem zasegu snovi, za katero sumijo, da je prepovedana droga. V času dopustov je povečana nevarnost vlomov in tatvin, zato ravnajte odgovorno in samozaščitno s svojo lastnino. Prav tako javite policiji, če boste opazili sumljive osebe. V skladu z zakonom o ohranjanju narave pa vas opozarjamo na prepoved vožnje z vozili v naravnem okolju.
Prišli smo do konca zadnje predpoletne oddaje. Ja, tudi mi se sedaj odpravljamo na zaslužen oddih. S svežimi novicami pa bomo z vami ponovno 18. avgusta. Prijetno ohladitev v dobri družbi vam želimo in nasvidenje.